ne grem več, a je še daleč. Pa kaj pa ne čariš? Saj vidiš, da sem jaz s tabo. No ja, o tem da vidim, da se pa res dalo razpravljati. Pa dobro, no, ni ti treba vedno vsega vidiš. Včasih je dovolj, da to samo čutiš, slišiš ali pa vonjaš. Ko smo že pri vonju, umil bi se pa tudi lahko prav niči si v ponos naši miši bratovščini. No, pa sva. Sedaj lahko snameš prevezo in pogledaš presenečenje. Tada! Pa dobro, no kakšno presenečenje neki? Ja, Adamovi sinovi in Evine hčerke vendar. Spet so si prišli ogledati našo zgodbico, čeprav si jih včeraj verjetno razočaral s tem, da nisi prav nič sledil gestu dneva, ki je govorilo, da ni važno le poslušati, ampak moraš tudi slišati. To je pa dovolj. Se ima meč. Drage Adamovi sinovi in Evine hčerke, vi kar uživajte v današnji zgodbi, jaz pa samo še opravim s tem pepicvilom in se vam pridružim. Mornari, posadka, poglejte, kaj je pred nami! Kaj to? Kažem, da se nam ne zadošlo bliža, kot me gašaš, temačen otok. A ste že videli kdaj kaj podobnega? Zdi se, kot da nas uvije iz vseh strani. Veslajmo, v Aslanovem imenu, veslajmo ven! Pridite za vesla! Evo, veslajmo nazaj! Evo, desna, ena, dva! Zdi se, kot da se tamo le še zgošča. Veslamo v klopi! Glejte, jasnice tam daleč na obzorju. Ne bojte se! O, glejte, Aslana, rešeni smo! Malo bomo pristali, pripravite se na stop! S pušničem sidrom! Gremo, pripravite se na Poglejte si tele. Tele pa izgledajo kot 3 dlakavi bizoni. Ali pa ogromno ptičje gnezdo. Mene bolj spominjajo na velik kup sena. Kaj menite? So živi? Tale, vsekakor kar pošteno žaga. Prepričana sem, da je bil včasih izjemen drvar. Zakaj napraviš včasih? Evstahij, poglej. Tele lasje in tele brade niso tukaj od včeraj. Mara spijo tu že dalj časa kot trnulčica. Ne, kdo bi bili? Poglejte, tu je narnijski grb. O, tukaj je upodobljen sam Aslan. Menda smo le našli 3 plemiče, prijatelje mojega očeta, ki so pred leti odpotovali in se niso več vrnili. Bolhe ima na bradi. Ničem sigurno. Enega življenja.
manj, dragi popotniki. Oddaleč ste prišli k Aslanovi mizi. Vendar 3 speče popotnike obdaja velika skrivnostna moč. Ko so pred leti prišli sem in se ustavili, da bi se odpočili pri Aslanovi mizi, ki je namenjena vsem, ki potrebujejo okrepčilo, so se začeli prepirati, vse dokler ni eden izmed njih dvignil roke nad svojega prijatelja. Za Aslanovo mizo ne sme biti nasilja. Namenjena je tistim, ki potrebujejo krepčila za svojo pot, da se ob njej ustavijo in se pogostijo in si naberejo novih moči. Ti 3 popotniki pa so prelomili svoje prijateljstvo in so želeli spore razrešiti z nasiljem. Tako so utonili v spanec brez sanj in se ne bodo zbudili, vse dokler ne bo urok uničen. Milostljiva, povejte, kdo ste, da veste vse to? Ime mi je Liliandil in sem Ramandujeva hči. Moj oče je zvezda na nebu in zvezda sem tudi sama. Oddaleč spremljam ljudi in moj pogled je jasen. Kaj lahko storimo, da uničimo urok? Če hočete prekiniti ta urok, morate odpluti na sam konec sveta. Tam, v Aslanovi deželi, pustiti enega člana vaše posadke. Oprostite, toda na tej pustolovščini smo imeli že kar nekaj nenavadnih prigod. Kako naj vemo, da ste na naši strani in da vam lahko zaupamo? Ne morete vedeti, ne morete biti prepričani. Lahko samo verjamete in verujete, ali pa ne. Dragi popotniki, vzemite si čas, ki ga potrebujete. Vsaka prava odločitev mora dozoreti. In ko se boste odločili za pot, ki jo boste obrali, se zopet spustim k vam z neba. Ja, verjetno vas že zanima, kako se bo posadka odločila. Vendar to je zgodba, ki vam jo bova prihranila za jutrišnji dan. Ne mara, vas zanima tudi to, kako to, da sva se z lepicilom ponovno pobotala. Ampak to pa vam lahko poveva že danes. Preprosto, sva pogumna narniška mišaka. Sprašujete, kakšno zvezo ima to z najinim prepirom? Veste, precejšen pogum je potreben, da priznaš svoje napake in se opravičiš. Prepirati se zna vsaka šleva. Opravičilo in sprava pa je tisto, kar zmorejo le pogumni mišaki ter Adamovi sinovi in Evine hčerke. No, nasvidenje, pa le pogum.